invalidov, ki ga praznujemo 3. decembra, se veliko odločevalcev zaveže h krepitvi pravic in večje vključenosti invalidov. V praksi pa se navadno ne spremeni veliko ali pa zelo počasi. Mednarodni dan invalidov je zagotovo tisti dan, ko so nas zopet sicer polna usta pravic invalidov. Tisti dan se je treba zavezati, kaj bomo naredili za to, da bodo invalidom res prijazna družba. Moje sporočilo ob dnevu invalidov je, da moramo več narediti na tem z dejanji, da moramo več peljati v smer deinstitucionalizacije. Mi ne smemo videti invalide kot tiste, ki jih se dajo v inštitucijo, ampak tiste, ki živijo v skupnosti, ki prispevajo v svojem delu v skupnosti in da so njene enakopravni del. Dan človekovih pravic obeležujemo 10. decembra. Inštitucija Varuh človekovih pravic pa vstopa v 30. leto delovanja. Ko govorimo o človekovih pravicah, govorimo o človekovih pravicah za vse. Za vse, ki živijo in delajo, vse prebivalke in prebivalce v Republiki Sloveniji. Ko rečem vse, tudi dejansko mislim vse. Ne glede na to, od kod prihajajo, kakšne oviranosti imajo, kakšne barve je njihova koža, kakšna je njihova veroizpoved ali politično prepričanje, spolna usmerjenost ali drugo. To so človekove pravice za vse. In univerzalnosti človekovih pravic se moramo zavedati. Varuh človekovih pravic Peter Svetina seveda podpira pobude invalidske skupnosti. Vedno je poudarjal pomen dostopnosti, ki je nujna, da se invalidi enakopravno vključijo v družbo. Zelo velikokrat se pri dostopnosti pozabi na senzorno oviranje. Mi smo zato tudi pred 2 leti napravili raziskavo o dostopnosti centrov za socialno delo za invalide. Žalostno je bilo ugotovitev, da je sicer 70% centrov za socialno delo dostopnih za gibalno ovirane, 85 oziroma 90% jih pa ni dostopnih za senzorno ovirane. Mi smo to publikacijo tudi in to posebno poročilo objavili, tako da je dostopna na naši spletni strani, ki je bila občasno strani posameznih centrov za socialno delo tudi žaljiva do senzorno oviranih. Za vključenost senzorno oviranih je varuh poskrbel tudi tako, da je letni poročili v Državnem zboru predstavil s tolmačem slovenskega znakovnega jezika, za slepe in slabovidne pa je vsa letna poročila tudi tonsko posnel. Izdali smo publikacijo v lahkem branju, tudi ambasador lahkega branja sem. Potem smo ugotavljali nepravilnosti pri priznavanju nadomestila za invalidnost, ko so centri za socialno delo različno o tem odločali. Je bil potem v Državnem zboru sprejet zakon, ki je te anomalije odpravil in so vsi za nazaj tudi dobili nadomestilo za invalidnost. Staršem invalidnih oseb se jim je omogočilo, da so lahko ob svojem družinskem članu, odraslem otroku tudi, ne glede na njegovo starost, tako da veliko je poudarkov v to smer. Prvo pa je to, da mora biti država dostopna, nenazadnje prihodnje leto se izteče tudi 15-letno prehodno obdobje. S tem bo država tudi pokazala, da so invalidi dobrodošli v naši družbi in da so enakopravni člani. Vsekakor si moramo vsi prizadevati, da bomo kot družba strpni in razumevajoči. Ljudi z oviranostmi moramo videti kot enakopravne in zanje poskrbeti tako, da bodo čutili, da so resnično vključeni v širšo družbo.